Jo, barabe, evo me, po dolgem času zopet Q&A. Prokleta Sevija. Všeč mi je nekako snemati Q&A, ker v redu odzivi za Q&A, ker ni nič posebnega, razen če bi se slekel. Hvala vsem za vprašanja, spet vas je bilo ogromno, kupenih vprašanj o vsem. Največ vprašanj mislim, da je bilo glede avta. Jon Dresar 11. A te glasba še vedno veseli po vseh teh letih? Da, definitivno. Mislim, da je glasba, bom kar rekel, del mojega življenja. Brez ustvarjati glasbe, pa sploh nočem živeti. Tako da ja, še vedno je. In mislim, da bo to šlo z mano v grob. G. Bostar, kaj to? Maš namen v prihodnosti posneti kakšen vlog v smeri avtomobilizma? No, kot sem na začetku omenil, ogromno vas je spraševalo za moj avto. Bom posnel in predstavil nekako, kaj sem iz svojega avta naredil, koliko je vložka in tako naprej. Ampak, ko bo vse narejeno, še par detajlov in potrebnih, ko bo pa vse to narejeno, bom pa posnel in povedal. Zaenkrat avto izgleda tako. Če vas zanima vložek, mislim, da je skoraj enak temu, koliko sem dal za avto, tako da ja. Aljo Magda, 05. Zdaj ne vem, ali me je to Magda vprašala, ali Aljo. Največ, kar si zapravil za kos obleke čevlje. To je, mislim, da 180 ali 200 evrov za te čevlje. To so bile replika od Kanye West, Louis Vuitton, ko bi rekli francozi. Za repliko sem dal 200 evrov. Sicer v originalu so bile superge, mislim, da čez Jurija. Takrat sem bil full nor na Kanye Westa in potem sem jih posodil bratu in jih je v enem mesecu uničil, kot jih nisem jaz v par letih. Tako da mi jih je žal, res so bile hude. Jon Dresar 11, ti si me že vprašal, ampak ok, zanimivo vprašanje. Pri katerem snemanju videospota si se najbolj zabaval? Car si, hvala. Najbolj sem se zabaval definitivno pri snemanju spota v Dubaju na fucking 50 stopinjah. Dragi moji, to je bil ekstrem. Tudi da ne imel dobro srce, bi me kap. Kolega iz Dubaja me je snemal in to si naredil 2 koraka, to si bil moker. Veste kaj je 52 stopinj? 2 koraka si naredil, bil si moker in pol me non-stop zelo brisačil, sem se brisal. Ok, si, ja, hitro posnajamo, pa sem bil spet moker, spet sem se obrisal. Tako da pa snemanje opuščaviti, noro, to je naporno, ampak sem užival, čeprav je bilo peklensko vroče. Galči 1, 2, 3. Ali si zadovoljen s svojim življenjem? Dobro vprašanje. Sem zadovoljen. Ni še to, kar bi rad v svojem življenju dosegel, ampak zaenkrat sem. Definitivno, ko gledam sebe 10 let nazaj in danes, je razlika kot transvestit, brez tiča in s tičem, se pravi, razlika je nenormalna. Ampak vsi vemo, kakšna je pot do uspeha. Trnova. Lana, počrtaj, Ekart. Hej Jan, prvo da ste zahvalni za vse pesmi, hvala Lana. Mene pa zanima, koliko časa gre v proces pesmi. To je dobro vprašanje. Včasih porabim cel dan samo za refren, sovražim delati refrene. To je najtežja stvar, ker če refren ne zveni, cel komad je za nič. Ne? Refren je 80% komada. Tako da včasih pa mi vse uspe, bom rekel, v 1 uri 2. Ne? In odvisno je, kako se počutiš tisti dan, koliko imaš inspiracije, ali si najdu pravo podlago, si začutil podlago, ti je tekst všeč, sploh kako so tvoje ušesa spočita, ne? Tako da imam pa problem, da ko vidim, da mi ne gre, ne znam reči Jan dovolj, grem stran in drugi dan nadaljujem, na silo delam, ne? In to ni dobro, in pol delaš cel dan komad in ob 10.000 evrov gotoviš, to ni to, ne, pusti. Kosmač Car Care, kje si mojster? Ta mojster mi je spoliral avto, da se sveti bolj kot moja prihodnost. Zakaj furaš stil humorista, človeka, ki ga boli kurac, če si v realnem življenju umirjen pa z glavo na tleh? Dosti ljudi, ko me spoznam, mi pove, jaz sem si ful drugače mislil o tebi, da si bolj naduvan in tako naprej. Zdaj ne vem zakaj, ali moja prezenca taka, ali delujem tak, sem res tak umirjen z glavo na tleh, rad sem pa na socialnih omrežjih humorist, rad sem sarkastičen, sploh črni humor in mogoče zaradi tega me ljudje več ne dojamejo, kdaj mislim resno, kdaj se zabavam, ampak to je ta moja skrivnost. Všeč mi je, da ljudje ne vejo, kdaj mislim resno in to mi je kul. Sploh pa na socialnih omrežjih, ker lahko človeku prodaš, kar želiš, da imam tiča 30 cm. Mislim, papigo, tič, ne. Ok, gremo zdaj na tisto vprašanje, ampak kadarkoli objavim Q&A, me vsi vprašate, koliko zaslužim z YouTubeom, ali imam še kakšno službo poleg YouTubea, s čim se preživljam in tako naprej. YouTube, z YouTubeom zaslužim, dajmo reči, preden sem začel delati videe, kot so ta in na polno objavljati na YouTube, se pravi skoraj vsak teden video, sem z YouTubeom zaslužil na mesec niti 1 evro. Žalostno. In potem sem rekel, stari Jan, treba to pojačati. In sem začel redno objavljati. Zdaj, odkar objavljam redno, zaslužim na mesec z YouTubeom od
50 evrov pa do 150 evrov. Jep, ne zaslužim dosti. Tisti, ki ste mislili, da jaz ne vem, koliko zaslužim, evo vam kurac. Žal je pri nas tako, definitivno z balkanskimi videi zaslužim nekaj evrov več kot slovenskimi. Kako se z YouTubeom služi, da še to razložim, ker nekaj ljudi me vprašalo, ali je res na 1000 evrov zaslužiš 4 evre, ali je res na 50 000 zaslužiš ne vem koliko evrov. Z YouTubeom služiš tako od oglasov. Se pravi, več oglasov, kot se na tvojem videu prikaže, več evrov dobiš. Zdaj nisem se več pozanimal, kako je, kaj je, ker me ne zanima to, samo delam videe, koliko zaslužim. Če gledalec pogleda do konca tvoj oglas, dobiš več denarja, kot če da skip ad. Zdaj, če se to spremenilo, ne vem. Se pravi, bolj kot je sporna vsebina, manj je oglasov na tvojem videu, bolj kot je vsebina prijazna gledalcem, več je oglasov, reklam na tvojem videu. Če boš dobil v enem mesecu 50 000 ogledov na neko sporno vsebino in boš zaslužil, ne vem, 20 evrov, na drugi strani boš pa v enem mesecu dobil prav tako 50 000 ogledov, ampak boš zaslužil več, ker ta video vsebuje, bom rekel, neko vsebino, ki je prijazna gledalcem. Največ denarja se da delati z videi, kjer govoriš o karkoli o biologiji, kemiji, tehnologiji in tako naprej. Ko sem se pogovarjal z Meco, Cazin je rekel, da na milijon ogledov, ki hitro pridejo, dobiš nekje 100 evrov, kar je res. Največ sem zaslužil z 9. slovenečka verzija, če potegnem od decembra lani pa do decembra letos, sem s tem videom zaslužil nekje, rečemo okoli 700 evrov. Ne iz prve, ampak vsak mesec nekaj. Še lani, ko sem začel masovno objavljati videe, sem zaslužil fucking 1 euro na mesec. Tako da napredek je pisa 1000%. Tako da to je ful odvisno, kako YouTube zračuna ta algoritem in tako naprej. Tako da oni, ki ste bili skeptični in ste mislili, wow, si zasluži dosti in zdaj ste zvedeli, da zasluži malo in ste veseli, upam, da ste zelo veseli in srečni. In zakaj sem YouTube milijonar, me tudi eno vprašal, zato ker imam par milijonov ogledov na par videih in moj kanal ima 20 milijonov ogledov, zato sem YouTube milijonar. Malo nas je v Sloveniji, ki imamo 20 milijonov ogledov na YouTube kanalu. Zakaj si naredil sploh pesem Ti daš euro, onda euro? BDW Bolana je, Maj Kovač. Abnormalen hit na TikToku, stari. Tako mlad je nastal z enim samim namenom. Norčevanje iz ljudi, ki kadijo travo in se s tem hvalijo. Ti daš euro, onda euro, evo 0,5. Napisate na Facebook, grem, da sem ful zadet. Ampak otroci so ta komad sprejeli, kot da mi promoviramo travo in so začeli objavljati neke videe, kao, zaradi tega komada jaz poham in take stvari, lol. Ta komad je en ogromen troll na vse, ki se hvalijo, da kadijo travo. In komad je res gre v uho in to je eden boljših refrenov. Začel sem pohat, ker je to ful moderno. In če ne pohaš, pol mi nisi frendjov. Mam vizinke, da me mama ne dobi, ker od 0,1 res zadeti smo vsi. 400 000 ogledov ima na YouTubeu, pa je objavil kar nekdo. Definitivno bom posnel video spot za ta komad. Sploh zdaj, ko vidim, da je postal bomba na TikToku. Imeli smo že prej objaviti video spot, ampak nisem nam zneslo, ker smo res imeli 1 euro v žepu. Tako da zdaj bom posnel spot. Zjutraj smo vstali, jaz, moj brat Faker, ona dva zadeta komine, jaz trezen in smo naredili hit. Komad je bil pa posnet na tem mikrofonu od računalnika. Se pravi, ne rabiš ti nekih mikrofonov, da narediš hit. Andraž.Žnidar03. Kaj sta imela z mlajšim bratom Timom, da si ga zdisal? Ok, zdaj vam bom odgovoril končno, zakaj sem disal brata. To je vse bilo fake. Ko te disa brat, to boš čutil po vretencih. Pejdi kaj na sonce, non-stop si v moji senci. In kot Denis Dame, ti si bled do kožec. Nje nisem smel udariti, tebi bom razbil pa gobec. To je bila moja ideja, da s bratom zaigrava, da sva skregana, jaz bi ga zdisal, on bi mi vrnil, jaz bi mu napisal tekst za svoj dis, da bi to res naredili efekt, da bi ljudi zanimalo, kar je uspelo, ampak odkar ima je brat punco, nikakor da se spravi delati muziko in sem rekel Tim, pusti, ne boš naredil. Tako da ja, to je bilo vse zaigrano in škoda, da ni uspelo, ker bi, mislim, da ljudje so že nasedli, ko bi pa Tim mi vrnil, bi pa še bolj, tako da žal. Domen men, katera te je najbolj huda ženska na svetu? Moja punca. Kar smej se. Ne vem, Khloe Kardashian. Vrhovnik Žiga. Kaj je bila prva stvar, ki si jo kupil svojo prvo plačo honorarjem? Svojo prvo plačo kot najstnik, študentsko delo. Sem se oblačil res kot reper. In takrat je šla vsa moja plača v No Rules. Tisti, ki so živeli na obali, bojo poznali in sem dal vso svojo plačo v te široke obleke. S prvim honorarjem, odkar pa delam glasbo, recimo sponzorsko, ko sem delal za Fanto, takrat sem si pa kupil opremo, ja. Kaj pa vem, kaj, vse živo, no vsakeč, ko malo več zaslužim, si ponovaj nekaj privoščim, zdaj ali grem nekam na potovanja, zdaj ko je korona, lahko ližem rit. Joj, Sara. Popravljam prosti, no. Patrik Žmavc, koliko si vreden net worth? Ne vem, 2 žemljici. Fuck, mislim, kakšen net worth, tam so
Dončić in taki, ne pa mi revež iz YouTube. Eta.p060, najtežji trenutek v tvojem lifeu. Definitivno, ko nisem imel kje spat. In se spomnim, takrat smo bili na tistih klopcah, kjer smo se družili in gnili. In so vsi od mojih kolegov rekli, nič, gremo mi zdaj počasi domov v kosilo. In jaz sem obstal in sem se rekel, fuck, kam pa naj grem jaz. Jaz bi to išel na kosilo, ne. In takrat sem rekel, fuck, koliko pomeni streha nad glavo. Ja, to je bil po mojem najtežji trenutek, ker nisem vedel, kam bi se jaz zdaj dal. Početaj A, početaj P, početaj O, početaj L, početaj O, početaj N, početaj I, početaj Ja, početaj A. Apolonija. Katera je tvoja najljubša tuja igralka? Definitivno od zadnje serije Queen's Gambit, zelo dobra igralka, ime je Anja. Ne vem priimka, dajte pogledati serijo Queen's Gambit, oktobra je prišla ven in je že rekordno dobro ocenjena, res huda igralka. Benny, under what mound do you hide your drinking glasses? Hey, quit distracting her. She's not. Dragi moji, hvala vsem za vsa vprašanja, probal sem biti kar se da iskren, hvala, ker me gledate, hvala, ker zaradi vas zaslužim vsaj nekaj in vas ne prosim za donacije, tako da lepo se imejte in zunaj je sneg. Čau!